Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v Uri resnice, z menoj sta Boštjan Turk in pa Peter Jančič. Zdaj to takoj na začetku povem, to je zadnja oddaja pred letošnjim poletjem. Nekaj tem imamo na dnevnem redu, tako zanimivih, mogoče tudi nekaj tako malo predpoletnih. Peter Maljevac, minister Maljevac, je bil na paradi ponosa v soboto v Budimpešti. Sicer ni bil edin politik, bili so tudi nekateri politiki iz nekaterih drugih držav Evropske unije, ampak zanima me tvoje mnenje. Ni on nek navaden politik, vendar je minister, ni samo parlamentarc. A se ti zdi to, tako bom rekel, v smislu države, v smislu naše zunanje politike, logično, da nek minister hodi na neke demonstracije, ki so načeloma bile celo formalno ali uradno prepovedane na Madžarskem? Logično z vidika, da je on aktivist LGBT, znan, javno tudi piše knjige na tem področju kot minister, pa seveda tega ne bi smel početi. To je avtogol državi direktno. Gre za to, da se je vpletel v nek notranje politični spopad na Madžarskem, na eni od strani, in to kot minister druge države. To se ne sme početi. To je neogledno ravnanje, po mojem mnenju. In to bi moral premier Robert Golob ustaviti, ampak premier Robert Golob že nekaj dalj časa ne dela, ne vodi vlade, to vidimo tudi na drugih področjih, ko gre za mednarodno politiko, obrambno politiko, ker tudi vlada mu doma razpadla in se grejo bitke na tem področju. Ja, pa ne bo razpadla vlada, ne? Govorim razpadla v tem smislu, da o pomembnih mednarodnih vprašanjih, pa mednarodnih politik, kjer bi morali biti soglasje, kjer bi država morala skupaj delati, oni zganjajo največji spopad. Morda celo z opozicijo soglasje. V vladi itak, ampak morda celo z opozicijo, pravim, ne? Ja, seveda, jaz mislim, da bi jih opozicija celo prej zdaj podprla, kot oni se sami med sabo niso sposobni zmeniti. To pa je drug tak primer, pa še vrsto takih nenavadnosti imamo. Enega si samo opozoril na spletu zelo močno, predsednica parlamenta, ki javno izjavi, da noče se srečati z soprogo ameriškega predsednika. To so stvari, ki so... To sem mislil, še posebej vprašati. Ampak zdaj, hočem reči, čeprav ti zdaj vidiš v bistvu, da je minister Maljevac na nek način zvojena osebnost, kako, po eni strani aktivist LGTB, piše tudi knjige, tisto znano knjigo o tem, kako pač, tam je opisoval tudi neke določene erotične oziroma seksualne poze, na svete, in pa zdaj kot minister, kako? Zdaj, dokler on sem nek posameznik, aktivist, pa v neki nevladni organizaciji, tudi če gre na proteste v tujino, to je njegov zasebna stvar, nekoga ne briga, In tudi sicer je kako bi rekel, nek boj za pravice teh skupnosti, lezbijk, gejev, lahko okej, če gre za ljudi, ki nimajo vseh pravic, ki so tako rekoč zatirani. Če pa gre za tiste, ki vladajo, ki imajo več pravic kot drugi, tam pa to ni logično. On zdaj nastopa kot oblast. On ni zatirana manjšina ali pa ne vem kaj. On je tisti, ki v tej državi določa pravila. Ti v Sloveniji, oni niso zatirani, oni so privilegirani. In zdaj, da pa greš potem pa v imenu še povrhu vsega države in neke vlade, levo-sredinske, protestirati sosedno državo proti tamkajšnjemu voditelju, ki pa je z desne strani, to pa je po mojem slabo za državo. Jaz njega osebno razumem. Z vidika njegove politične stranke je to super. Samo treba se je zavedati, da to propagando za njegovo politično stranko bojo plačali vsi ljudje v tej državi. In to ne glede na to, kdo bo dolgoročno na Madžarskem vlado. Ker žalitev naravnih držav, glejte, tudi ta druga stran, to ne bo kar tako kupla. Izvoz evolucije je bil to, kako, mislim, da zanimivo je to, da tudi pri nas ni bilo te občutljivosti, ko k nam uvažajo recimo migranti, ki pri nas iz tujine k nam neke konflikte uvažajo, recimo tudi primer je Gaza, in potem pri nas protestirajo in njihovo vojno sem uvažajo in se celo ta ista levica, pa del vlade, ta levi priključuje temu uvozu tujih konfliktov, ki jih skušajo
k nam siliti kot našo politiko. Ne. Tu smo zelo, rekel, imamo majhno občutljivost kot država. Ne. Boštjan, malo dolgo smo bila, se pa čuje, zdaj besedo, ja. Zdaj pa ti malo daljši, ne? Ja, lahko seveda z veseljem. Torej, prva stvar, ki je to še dodatno stopnjuje, je dejstvo, da je bil ta shod prepovedan. Ne? Ta shod je bil pač prepovedan. Zdaj z razlogov. Je bil, ne? Sicer, ne? Ja. Je bil, ampak je bil prepovedan. Ne? In mislim zdaj, da hodiš kot minister v sosednjo državo, ne? Na prepovedan shod, ne? Je podirati pač tisto, kar je v življenju vsake države v bistvu najbolj pomembno, kakšne zaveznike ima, ne? Kako si ustvarjati strateška zaveznika. Mi to, kar zdaj počnemo, ta vlada je to, podiramo vse mostove, ki vežejo neko skupnost, kot je recimo politična skupnost Slovenije z temu, k čemur mi v globini pripadamo, z Evropskim zahodom, z Srednjo Evropo, kot delom Evropskega zahoda. In mislim, to so dejanja, ki so nerazumna. Kaj bomo imeli, kot je rekel Peter, kaj bomo imeli od konflikta z Madžarsko? Zakaj to? Zakaj to? Ne? Po drugi strani seveda je pa to pa še posebej izstopajoče, namreč te parade ponosa, ne, mislim, se to asocirajo najprej tiste, se pravi, moški, ki so na povodcih, pa imajo neki pasni nagočnik ali neki tasga, ti gre to zraven. Meni se to zdi absolutno neokusno in jaz mislim, da velika večina homoseksualno usmerjenih, bi rekel, moških in žensk, ima do tega en globok odpor. Prvič zaradi tega, ker ni v človekovi naravi, da svoje spolno nagnjenje tako očitno razodeva. Pač spolnost je stvar diskretnosti. Mi o tem ne govorimo, o tem se ne pogovarjamo. Ne. In veste, tle je podoben primer kot z Obamo. Ne. Obama ni zrušil sistema, ne, ampak je se integriral v sistem in postal prvi temnopolti predsednik Amerike. In to je bilo celo 2 mandata. Ne, in kar bi homoseksualci radi in pač oni in one, ne, in nosilke lezbične ljubezni, neko integracijo v to družbo, a ne, zdaj pa seveda te parade ponosa in vsta cirkus, ki iz tega izhaja, pa to onemogoča. Meni so sami pravili, jaz imam nekaj, bi rekel, znancov z akademskih krogov, tudi v Parizu, ki pač imajo drugačno spolno usmerjenost, kot jo imam jaz, ampak to me ne briga. Je pa zanimivo tudi, da so mi prav oni rekli, da jih te parade ponosa najbolj motijo in se z njimi absolutno ne morejo identificirati. Ne. To so, kaj bi rekel, ne, vse, recimo Malevec je tu nekaj drugega, ne, ker tisti identificirajo se s temi paradami ponosa in v njih nastopajo tisti, bi rekel, homoseksualno usmerjeni, ki so nekje na nekih jaslih, državnih, na nekih proračunih, gor dol, da se jim to splača. Ne. Sam pogledajte, kdo je najbolj izpostavljen, tega ne delajo tako, bi rekel, iz ulice, ne, dejansko iz ceste, ne, ampak delajo pač v kontekstu države, na katerega začetku pa konec je vedno proračun in je vedno denar. Ne. Tako da pač to je samo zdaj še ena dodatna zapravljena priložnost ampak se to ugotavljamo, vsak dan da politika, ta slovenska, tej državi en avtogol. To bi še to mogoče okoli Maljeca konkretno. No? Ja. Zdaj, ali je, zdaj, kot vemo že, no, si to podajal, parada je bila sicer vnaprej prepovedana, ampak potem se je zgodila. Ne? Ampak parada je bila prepovedana. Ne? Ali je on s tem recimo pokazal nek, ko bi rekel, pogum, ne vem, človeški, politični, da je šel tja. Ne? Namreč sem videl na socialnih omrežjih, so mu rekli, glej Maljeva, če si pogumen, potem 500 za sabo malično v Iran ali pa v Gazo, ne, pa boš videl, kaj se bo zgodilo. Zdaj, to na nek način je bilo verjetno neko dejanje, ki je bilo relativno varno, ne? Ni bilo, seveda ne, se tudi na Madžarskem ni nihče tok trapa, da se bo teh ljudi lotil, se pa konec koncev, zakaj pa tudi bine. Ampak recimo, če tam nekaj prepovedo, potem se na to ne gre, ne? Če pa greš kot visoko rangiran politik, član. Ti misliš v smislu pravne države, ne? In teh nekih demokratičnih uzanc, ja. Ne, kot minister pač ne greš na neke prepovedane dogodke seveda v tujino. Ne v tujino, če bi šel na prepovedan dogodek, ne vem, v Teheran ali pa kamorkoli, ampak v sosednjo državo, ne?
kaj imamo mi v himni, ne vrag, le sosed, bo mejaka, ne? To je slovenska himna. In zdaj, kaj dela ta oblast? To, kar je v bistvu del slovenske identitete in recimo moral bi biti nujni in sestavni del vsake zunanje politike, ne, to zdaj minirajo. Vse ista zgodba je pa z Gazo, ne, je ista zgodba, ne. Tudi, mislim, Izrael je pač do zdaj, če pogledamo 50-60 let, a ne, je pač najmočnejši, a ne, mislim, izvoljeno ljudstvo ali kakorkoli, ne. In 7. oktober 23, tisti velik poboj, ne, te zadeve niso začeli, bi rekel, Izraelci, obratno, ne. Se pač pokaže, da je to povezan z Iranom in tako naprej, ne. In kaj ima Slovenija od tega, da se tukaj tako radikalno postavlja na eno stran, ne. Mislim, od tega imajo ti ljudje, katerim pa smo spet pri tem, ki so bili ravno kar pač državni prazniki. Osamosvojitev ni bila nikoli intimna opcija in oni so pač tukaj zainteresirani, da delajo iz tega en lastni show biznis. Se spomnim samo te spremljevalke od našega, oziroma enega elementa od para, ki se mu reče Robertina, ne, ki je bila v palestinski zastavi na sprejemu pri francoskem predsedniku, ne, ob tem, da se ve, da judovski lobby Izraelja v Franciji, to jaz vem, izredno močen in ti ljudje so na najbolj vplivnih položajih. Ne? In to je pač direktna provokacija za nek show biznis, za nek Instagram fotko žrtvuje državne interese. Ne? In to se pač ne dela. Glede poguma, Peter, prej si se malo nasmihal, ko si jaz postavil to vprašanje. Ja, minister gotovo ne rabi velikega poguma, glede na to, da uživa neko imuniteto, ne. Zdaj pa, če pa pogledamo te mednarodne primerjave, pa se lahko se postavimo v obratno situacijo, ne. Pomislimo, da zdaj pride iz Madžarske v Ljubljano, pa iz Slovaške v Ljubljano protestirati 10.000 ljudi, pa še nekaj njihovih pomembnih politikov, ne, in to v podporo ideji levice, da naša vlada mora izstopiti iz NATO in ne sme financirati nič za obrambo, kot že sicer nič premalo več čas daje, ne, pol tistega, kar se je sama zavezala, ne. In to je velik pogum, da pridejo vsem, kako bi rekel, ne, podprijeti to levo stranko, vse interese Moskve. Ne? In to je to, o tem se tu zdaj pogovarjamo. Ne? Tuje države je nespametno, če se vpletajo na tak način. No? Kako bi pa mi takšne proteste razumeli? Ne? Če je pa res, da so tudi v preteklosti na nekih protestih, ne, ki jih predvsem levica organizirali, bili aktivisti iz tujine. Ne? Ja, samo običajno šolske parlamentarce, to pa da gre že minister, mislim, kar naslednja stopnja je šel Golob protestirati. Ja. No, to so bili tudi njegovi europoslanci, so to podprli. Ne? Jovova je objavila podporo Nemčije, šla tja. Ne? Tako da na nek način so oni bili del te igre. No? Neka druga stvar je, da iz Evropske unije tam poteka nek spopad, pritiskajo na Madžarsko, da mora biti bolj strpna pa tolerantna, ne? Ampak to je ena stvar, druga stvar pa je, da greš ti konkretno v tisto državo na proteste, to pa je že malo na en drug nivo. Ampak zdaj si rekel imuniteta. Zdaj, kaj recimo bi bilo, če bi, ne vem, se Maljevac samo upletel nek pretep, bi ga recimo priprl za nekaj časa, pa kakoli. Jaz mislim, da so Madžari dovolj pametni, da so poskrbeli za njegovo varnost. Vkolikor ni sam, ne, se to še bi rekel. Aha, se pa misliš, da so organizirano poskrbeli za njegovo varnost. Seveda, to je obveščevalna služba, ne bojo. Če bi hteli konflikt, bi ga sami naredili, ne. Ne bojo dopustili, da se to zgodi. Če vprašanje, če ni, pač Maljevac je pač član vlade, ne, in kot tak mora ima pravico do tega, da je varovana, poskrbi za varovanje. Da je varovana oseba, ne, se mogoče šel pa, mislim, je bil toliko pogumen, da je vzel varnostnike s sabo. Neka stvar je pa bila gotovo zelo koristna. On je šel brez kakršnega koli rizika. To hoče reči, neka stvar je bila pa zelo koristna. Jaz mislim, da je odlično, da je šel. To namreč pomeni, ker smo videli tudi posnetek, da se je z avtomobilom peljal do Budimpešte in je lahko opazil, da ima sosednja Madžarska bistveno boljše avtoceste kot Slovenija. Tam imajo ves čas vsaj dvopasovno normalno avtocesto, večji del pa tripasovno. V Sloveniji pa niti dvopasovne ni. Ne? Od Maribora naprej do meje je zožena, ker smo nerazviti reveži v primerjavi z Madžarsko, ki je nekoč bila revna vzhodno-ruska država proti nam. To pa je prav, da je šel pogledat. To je dobra stvar njegovega obiska. To je dobra stvar, ker zdaj lahko vidi, kaj so posledice njegove
njegove politike njegove stranke, ki jo je Golobova vlada tudi povzela. Mi ne bomo nič vlagali v infrastrukturo, ostali bomo pač to, kar smo bili že v času Jugoslavije, nerazvit del Evrope, ne, prometno. Čeprav smo sredi Evrope in preko nas morajo vsi voziti in tu preklinjajo, ker stojijo v zastojih zaradi te politike. Tako da z tega vidika, da malo pogledajo, kako se razvijajo in kako delajo druge države, ne, je pa dobro, da je gospod Maljevac šel tja. Ne. Zdaj, izvoli, boš kaj še dodal? Duhovito se mi zdi, no, mislim, ja, pač, zdaj smo že vse povedali, kaj ne reči. Maljevac je tudi bil ustanovitelj inštituta 8. marec, ne? Tako je, ki ga zdaj vodi Nika Kovač. Potem se pa je umaknil, ko je pač v vlado, ker to je bilo pa res rodno. 8. marec, oziroma pač Nika Kovač, ki mislim, da ona piše v glavnem te tekste, ki pridejo potem ven na socialna omrežja s podpisom 8. marca, je dal ven eno tezo o stanovanjih, ne? Češ, da stanovanja ne smejo biti namenjena nekemu zaslužku, nekim prihodkom z oddajanjem stanovanj in tako dalje, ampak da morajo biti to prostor, kjer si določeni ljudje ustvarijo svoj dom. Ne? Skratka, 8. marec je tista nevladna organizacija, ki bi narekovala, čemu so namenjena stanovanja. In to pravi. Ti si verjetno mogel stanovanje kupiti, jaz sem si ga mogel kupiti in tako dalje. Ne? Zdaj pa naj bi 8. marec narekoval, kako lahko mi uporabljamo ta to pravi nekdo, ki živi v centru Ljubljane. Ne, za Bežigradom. Za Bežigradom, no. Ampak ni centru Ljubljane, ja. Mislim, ja, Župančičeva jama, kaj? Ja, Župančičeva jama, ja. Tik ob centru. Tik ob centru, ja. Hočem reči, to so ljudje, ki imajo, bi rekel, rešene vse eksistencialne probleme že naprej, oziroma te finančne in take. Z družinskim pedigrejem. Z družinskim pedigrejem, to se imenuje tako imenovan novi razred, a ne. To so tako imenovani gospodje tovariši, ki govorijo eno, delajo pa drugo. Ne? In na koncu gre vedno za oblast, moč in za tisto, kar je najbolj mikavno, to je za proračunska sredstva in za proračun države. Ne? Drugače pa ta teza ne pije vode, se je čisto popolnoma absurdna. Prvič, kaj pa turizem, se Slovenija je visoko razvita turistična destinacija, se živimo od tega, se turisti plačujejo davke, vzdržujejo slovenski proračun in toliko in toliko stanovanj se oddaja, a ne. Zdaj potem po tej isti logiki bi tudi lahko rekli, da hotel ne sme biti priložnost za zaslužek, ne, oziroma pa bomo še hotele nacionalizirali, kaj. Mislim, to so stvari, ki so sploh ne zdržijo. Hoteli so bolj ali manj državni že, ne? Ja. To velike hotelske verige, ja. Sam še končam, ja. Ampak to je ista logika kot predsednica države, Nataša Pirc Musar, ne. Ona pravi, nepremičnina ne sme biti nekaj luksuznega ali pa nekaj tako izpostavljenega v tem smislu, a ne. Hkrati ima pa ona to rusko dačo, a ne, mislim, čemu pa ta ruska dača pa služi drugemu, pa luksuzu. Mislim, ne vem, kaj. In prihodkom, in zaslužkom, ne, ja. To gre za strahovito dvoličnost. Gre za aktivistko politično vlade sedanje, ki je bistveno povišala obdavčitev oddajanja stanovanj na začetku svojega mandata. S tem je tem družinam povzročila dodatne stroške in zmanjšala število stanovanj, ki so na trgu. Ne? Ker če je bolj obdavčeno, ljudje ne oddajajo ali pa grejo na črno oddajati. In je zato ta vlada ustvarila drastično slabši položaj na trgu stanovanj. Ne? Dodatno to seveda počne za strašno birokratizacijo vsega, ker ni mogoče ničesar zgraditi, ne? Vse so zakomplicirali, koliko je mogoče. Skratka, ustvarili so strašne probleme in zdaj pride njihova politična aktivistka in reče, stanovanja so namenjena za to, da v njih bivajo ubogi ljudje, ne? Tu pa eni grdi zdaj to oddajajo preko teh nekih podjetij, ameriških povrhov vsega, to je treba prepovedati, ne. Mi bomo, in zdaj kaj pa je odgovor na koncu, ki ga vidimo tudi iz vlade, to gospod Golob ponuje, ne. Mi bomo zgradili ogromno državnih stanovanj. To je odgovor, ne. Kaj je ta odgovor? Kdo bo pa to plačal? Kaj je ta odgovor? Oni nam v bistvu ponujajo uničimo podjetništvo, onemogočimo ljudem, da bi oddajali stanovanja ali pa jih imeli, ne, bomo dali tudi visoke davke in naj bo država lastnik vsega. To pa je sistem, ki smo ga nekoč imeli. Ponovno nam pač ponujajo rešitev v socializmu, ki je propadel. Pri nas se ta ideologija enostavno vrača.
Na številnih področjih, vse že simbolno, ne, ukinili so spomin na osamosvojitev, ne, klanjajo se Čebinam. Muzeji so ukinili, ja. Ja. Muzeji so ukinili tudi nek dan spomina na žrtve komunizma so ukinili, ne. Cel kup takih simbolnih stvari, pa še te dejanske, ne, da dejansko usmerjajo našo državo v nekaj, ker niti celo v časih socializma ni bila. Ne. Mi nismo bili tipična vzhodnoevropska država, ker je bilo vse državno. Tu so vendarle probali narediti neko samoupravljanje, pa malo več. Ljudje so lahko imeli svoje hiše, pa to. Ne. To ti grejo zdaj še dalj. Ne. Ti bi pa zdaj res ukinili podjetništvo, zelo bojo obdavčili, ne, in imajo pa potem zato, da se pa skrije, kaj počnejo, ne pa take aktivistke, ne, ki jih v resnici mediji nikoli ne preverjajo, nič od njih ne zahtevajo logičnih pojasnil. Vse je sveto, to je na nek način religija, ne, noben je ne opozori, da je njena vlada dvignila zelo davke, ne, in da je zato to razlog težav, ne, to je neki, ne, o tem se ne pogovarjamo. Bomo zdaj udarili po ameriških podjetjih ali pa evropskih ali pa slovenskih. Ne vem, če ste brali naslov v Dnevniku, oziroma članek v Dnevniku, ki piše, kar 6 milijonov evrov gre v provizije za booking. Preko bookinga pa seveda prihaja na tisoče, 10 000 turistov, ki prinašajo sem na stotine milijonov evrov. Ja, seveda. Vem, pa hoče reči, kako, negativna konotacija naslova, češ teko ameriško podjetje, kdo pobere neko provizijo. Ne, pa se ti vzorci so se poslovili o padcu berlinskega zidu, recimo nikoli niso delovala, ne, socializem je bila vedno revščina, recimo v Sovjetski zvezi so imeli tak način, ne, da čez kakšno podjetje so na koncu leta so pogledali, katero podjetje, ki je zaslužilo, pa ustvarilo dobička, in potem so tistemu podjetju, ki je zaslužilo ustvarilo dobiček, pobrali in dali tistemu podjetju, ki je faliralo ali pa ni ustvarilo in gor in dol. In je bila uravnilovka in seveda potem noben od teh ljudi, ki so delovali v teh podjetjih, seveda ni bil zmotiviran za nič, ne? Zakaj bi pa delal, če mu država potem pobrala. Ne? In to je v globokem neskladju z človeško naravo in z, bi rekel, tudi evolucijo človeka, ne? Ker človek je pač bitje ustvarjalne sposobnosti na vseh področjih, ne? In tisti modeli v svetu, ki najbolj delujejo, to je pa Zahod, ne? So utemeljeni na ustvarjalni sposobnosti in na samoiniciativnosti. Oni to zaslužijo, ker so sposobnejši. Dajmo biti resni. No? Se tudi hotele najemamo preko bookinga in ne direktno preko hotelov, ker je tam ugodneje. Pač ljudje vzamemo tam, kjer je lažje in ceneje. In to je dobro. Meni je všeč, da imam, in je več teh platform, kjer lahko najemaš, meni je všeč, da imam konkurenco in da nisem prisiljen plačati 3-krat višje cene za nič državnemu hotelu, ker ni nobene druge izbire. Jaz si to želim, jaz mislim, da Evropa je, pa tudi mi bi morali težiti temu, da je neka konkurenca obilje in da lahko izbiramo. Ne pa, da smo prisiljeni vzeti tisto, kar nam nikako velika sreča je, da smo integrirani v bi rekel, jedro Evropske unije, ne, v njene varnostne strukture, predvsem zato, ker pač se zdaj ogromno stvari pač godi, ker smo prenesli del nacionalne suverenosti, oziroma velik del nacionalne suverenosti smo prenesli na Bruselj, ne, vsaj monetarno suverenost in to, ne, ker če bi pa ne bili recimo v evroobmočju, ne, potem pa sem prepričan, da bi imeli inflacijo, da bi oni pač denar pač enostavno bi ga natiskali. In zanje bi ga bilo in ga je vedno bilo vselej dovolj, medtem ko za ostale ljudi pa ne. Pa sej to ni, samo to je zelo težko, ne, ljudem dopovedati, zato ker je pač medijska struktura zaprta, pa se to da po drugih medijih, recimo teh zdaj alternativnih družbenih omrežjih in to, da ta neskončna dvoličnost da oni so čisto isti, kot so bili ti ljudje, ki so z revolucijo prišli na oblast, ne, da je NOB služil temu, da so ti ljudje prišli z revolucijo na oblast, konkretno 2-3 generacije nazaj. Sam pogledajte, kako je to vse razvrščeno, kontinuiteta, ki gre iz gozdov, ne. Ljudem ne morete povedati, da to, kar mene da sem najbolj občutljiv na to, ne, da ta NOB je bil najbolj krvava etapa slovenske zgodovine. A si vi predstavljate to od 2 fantov, ki sta šla v partizane, to so bili fantje, to niso bili ljudje naših let, to so bili fantje stari 19-20 let, ker drugače nisi mogel, ne.
Od dveh, ki sta šla v partizane, je eden zavedno tam ustal. To razmerje je bilo v drugi svetovni vojni samo pri bitki za Stalingrad, nikjer drugot, niti ne pri skrcanju v Normandiji, ne, mislim. In to zdaj to mitologijo, zdaj pa to prišlo čez vsako racionalno možno mejo, to poneverjanje zgodovine, prikazovanje, bi rekel, teh stvari, ki se sploh niso zgodile, tako kot oni pripovedujo, da so se zgodile, ne. In to je, ne vem, mislim, mi smo zdaj res na koncu nekega evolucijskega ciklusa, za katerega upam, da bo z naslednjo vlado prekinjen, ne. Zdaj, Boštjan, omenil si Evropsko unijo, no, pa ker vem, da nisi ravno velik oboževalec Ursule von der Leyen, predsednica Evropske komisije. Zdaj, Branko Grims, evropski poslanec na listi stranke SDS, je najprej podpisal predlog oziroma zahtevo za njeno razrešitev, pa je ta podpis umaknil, menda na podlagi tega, kar je v to prepričal oziroma prisilil predsednik stranke SDS Janez Janša. Zdaj pa me zanima, recimo, tvoje mnenje, tega je pravilno naredil, da je podpisal to zahtevo, in ali je potem naredil narobe, da je popustil pritiskom, pa ta podpis umaknil. Jaz mogoče na njegovem mestu niti ne bi podpisal, če bi videl, da nimajo možnosti, da to uspe, ne. In tudi konec koncev, da je recimo, Ursula von der Leyen. Zahteva na koncu verjetno pri glasovanju zagotovo ne bo uspela, ker je pač premalo podpisnikov. Ja, potem nima to smisla početi, mislim, razen da kakšen bi bil ta namen, ampak jaz Branka Grimsa cenim, mislim, ker med evroposlanci slovenskimi dobro dela, odlično dela. To je bilo očitno na nek način neskoordinirano znotraj stranke, kar pa seveda nima nobene zveze s tem, da tle glaven problem ostaja Ursula von der Leyen. Taki ljudje, prvo, kar je tu absolutno ne more biti, ne morejo voditi, bi rekel, Evrope oziroma pač naše skupne usode ljudje, ki nikoli niso bili na volitvah. To pač ne gre, ne. Ta sistem je potrebno spremeniti, se pravi špicen kandidati in kandidati za predsednika komisije, morajo dobiti toliko in toliko glasov, se pravi jeti na volitve, ne pa da to potem stvar neke kuhne v zakulisju in tega. Ursula von der Leyen, poslušajte, je človek, ki je uradno dokazano, jaz sem to pisal v svoji knjigi, se pravi plagirala 43,5% svoje doktorske dizertacije, ne? In to je bilo dokazano na vseh nivojih z bi rekel, tem programi za detekcijo in to. Skoraj da forenzično, ne? Ja, za tega so v Nemčiji odstopali še in še ministri, ne? In ta program, ki to detektira, se imenuje po enem Gutenberg, ne? Po enem ministru, ki so ga prav tako dobili, ne? In samo da se za Ursula von der Leyen tega ni pač, to ni speljalo. Potem druga zadeva, ali afera Pfizer in to, da potem Vera Jourova in SMS-i, mislim, in to vse diši po nekih zelo težkih konfliktih interesov, predvsem pa mi vidimo, da pa tudi jaz bi rekel, v redu, pa naj bo, če bi bila učinkovita. Ampak mi smo v 15 letih, s tem se v vojni za mir ukvarjamo, v 15 letih smo 50% padli v primerjavi z Združenimi državami Amerike. V Evropski uniji, da, včasih, ko smo mi v Slovenijo, Slovenija prihajala v Evropsko unijo, je bil to kraj, mislim, maksimalnega, bi rekel, prestiža, ne. Jaz se spominjam predsednika vlade tedanjega Janeza Janše v Cankarjevem domu, to je bilo ob koncu leta 2012, je rekel, Evropska unija je skupnost, iz katere nihče noče in vsi vanjo hočejo. On je govoril samo dejstva. To so bila dejstva. Zdaj pa ta dejstva, to je pa bilo 12 let nazaj, 13 let nazaj, ne? In Ursula von der Leyen je tu v jedru vsega. Mislim, in to sem potem imela še ta kombinacija z Merklovo, pa z migrantsko krizo, pa z vsem tem, mislim, danes jaz v Avstriji vidim, mislim, se dogajajo, vi imate, ne morete verjeti, v Avstriji imate, kako se reče, no knife zone, se pravi, območje brez noža, imate prometni znak, ker se je toliko teh zdaj tam, da se kdaj med sabo, plus oni imajo dekle, ki ga vidijo, ti fantje, mladi, oni to
razumejo, da če hod pač v kratkih krilih in to, da je to pač na dosegu in ne, da je to si lahko vzame. Zato število posilstv je v Avstriji grozljivo. Ne, in to je to vse na vrhu vsega tega je pa tale gospa, o kateri govorimo. Ne. Zaprav, kako Evropa ne, in pritiskajo pa prav na tiste, ne, ki so najbolj uspešni na eni strani ne, in najbolj si prizadevajo za evropsko identiteto na Poljsko in na Madžarsko. Ne. Skratka, Grims in podpis in umik podpisa. Mislim, da je Grims naredil napako. No. So v politiki lahko marsikaj narediš, ampak so pa tudi neka pravila in tu ravna Grims kot levica v naši vladi. No. So neke meje. Tudi v slovenskem parlamentu, če se nek poslanec bi odločil, da bo podprl nezaupnico proti Janezu Janši, tak Pepč ne bi mogel več biti v SDS-ju, to ne gre, ne? Zato je moral umakniti. Vprašanje je, zakaj je to sploh podpisal. Lahko so zelo različna mnenja, notranja, velike razprave, tudi o predsednici Evropske komisije, ampak ne moreš pa ti iti na stran drugih političnih sil proti lastni. Mislim, ali pa ostati v isti sili. Ali pa še treba prestopiti, iti drugam. Ne? A to pomeni, da zdaj počasi, ne vem, Grims razmišlja o prestopu, ali kako? To morate vprašati njega. Jaz mislim, da zaenkrat ni prestopil, je pa imel vedno bolj radikalna stališča. Ne? V stranki je zastopal neko bolj desno opcijo, ne? Ki je bila tudi recimo bliže, tudi Madžarski, ne? In to nikoli ni mogoče, kako bi rekel, izključiti te možnosti. Sej, na drugi strani je Logar, ki pa je bil na drugi strani, ne, naredil neko svojo skupino, ampak a se bo za to odločil, gospod Grims, ne, pa to pa jaz ne vem, ni povedal. No, je pa znano, da so v SDS-ju tudi različne struje in različni pogledi in da on sodi v bolj to desno strujo. Ne. Izvoli. Hotel si še nekaj dodati, ja, hotel sem še to povedati, ne, da recimo, če ne bi podpisal maknil, ne, potem bi kazali na to, da bo res skrenil svojo pot. Ne. Ampak glede na to, da je podpisal maknil, pa pač to doseženo soglasje, ne, ker pač jaz mislim, da bo ostal znotraj SDS-a, oziroma pač te poslanske skupine, ne, kamor EPP sodi, ne, ker veste, konec koncev po drugi strani, ne, EPP, jaz sem ravno šel z ene od teh oddaj, ko so bili ko Romana Tomc pripeljala europoslance, ne, se pravi, da se lahko sploh na koga upremo, ne, ta EPP je ogromna, problem je, ker Ursula von der Leyen je na vrha, ne, mogel bi biti Manfred Weber, ne, ampak je dal Orban ta zadnjo minuto, tako rekoč, na njegovo imenovanje veto. In potem je ta ženska prišla, ampak se pravim, to vse skupaj ne pelje nikamor. Ne, in je pa zelo težko, ne, ker v bistvu lansko leto je v bistvu... Če jaz pa razumem, z njo, z Ursula von der Leyen ne pelje nikamor. Ne, z Brankom Grimsom, nisem tega rekel, sem rekel z Ursula von der Leyen, saj tudi z tega, kar govorim, ne, je to, ne. Ampak že to prva zadeva, ne, zmagala je na zadnjih evropskih volitvah desnica, ker so ljudje imeli te politike kapitulantske, ne, dovolj, ne, v bistvu imeli so dovolj Ursule von der Leyen, ne, ampak potem potem se naredijo, kot da ni zmagal tisti, ki je zmagal in kot zajčka iz klobuka potegne Ursula von der Leyen. Ne? Z vsemi bremeni, mislim, ta ženska ima bremen. Ne? Ampak zdaj, Peter... Razlage so tu možne tudi drugačne. No. Na zadnjih evropskih volitvah je celoti gledala dodatne glasove, dobila točno njena stranka EPP, zgubila je pa Levica, pa liberalni blok. Ne. Tako da z tega vidika ni bila, kako bi rekel, ona poražena z volitev, ampak nekdo drug. No. In če dobi tvoja skupina na volitvah več, kot je imela v preteklosti, ni čisto nelogično, da te ne zamenjajo in vrhu. So pa lahko različna mnenja in tudi v EPP so različna mnenja. Moje stališče je tudi popolnoma jasno. Večina jo je pač podprla, zdaj je predsednica in zdaj ni mogoče kar tako skočiti na drugo stran, če si v EPP-ju. Tudi, če so takrat bila ta nesoglasja pa kritike in vsaki vlada naredi tudi napake. Jaz se strinjam, tisti SMS-i so bili narodna stvar. Peter, zdaj, ali pa ti obiski v Sloveniji, ne sicer gospe predsednice, ampak ne komisarke, ki iz druge politične skupine takrat, ki je pritiskala na Slovensko ustavno sodišče, vsaj tisti je bil gotovo tak, na nedopusten način in je usramotila Slovensko ustavno sodišče s tem. Ne. Peter,
Peter, zdaj tvoja ocena je, zdaj, ali je tukaj prišlo, glede umika pač Grimsovega podpisa, ali je tukaj šlo za pritisk zdaj iz strani vodstva EPP-ja na Janeza Janšo, da mora Grims umakniti, ali je pač to bil nekaj, kar se je zgodilo samo znotraj SDS v Sloveniji, v Ljubljani. Jaz čisto osebno nisem preveril, no, ampak kakor pa poznam položaj, bi pa najbrž rekel, da je verjetno predsednik SDS-ja Janez Janša razumno in racionalno gospodu Grimsu razložil, kak je položaj, in gospod Grims se je pač odločil, kot se je odločil. Ni tako težko ugotoviti, zakaj. No, to sem na začetku povedal. So neke meje v politiki, preko katerih vendarle ne smeš iti. No. In če greš, pa kot je kolega povedal, potem tudi moraš konsekvence izpeljati, ki so pa te, da ti potem več ni v tej politični skupini in so neki drugi. No. Grims se za to ni odločil zdaj. Ne, se strinjam s tem, ja. Jaz sem vesel, da se je to tako uredilo, ne, zato ker vidim v tej politični skupini, se pravi v SDS-u, vidim v tem trenutku edino možnost, da se v tej državi na naslednjih volitvah nekaj premakne v neki pametni koaliciji. Zato sem vesel, da tu ni prišlo do konflikta in da ostajajo sile, bi rekel, kohezivne. Seveda drugo vprašanje pa je, tudi to, ne, recimo, jaz sem govoril o določenih plateh EPP-ja, ne, pa še enkrat bom ponovil, EPP pa tudi platforma, preko katere lahko mi, oziroma pač stranka SDS, kot največja opozicijska stranka, internacionalizira nujne in pereče zadeve v domači politiki, ne, da jih lahko, ker mi smo toliko polni enih anomalij postali, ne, da to pač je tle in potrebujemo zaveznike v Evropi, ne, in jaz sem to dvakrat videl, pa ni bilo to nekaj povezano, ta umik podpisa tudi, da potem EPP rekla, da ne bodo slovenske resolucije ali deklaracije podprla neki tazga, ne, ker se pravim, EPP je pač takšna in drugačna, ne, so dobre in slabe plati EPP-ja in mislim, da se tle Slovenci, če želimo karkoli internacionalizirati, kar pa seveda nujno potrebujemo, ne, se lahko pač upremo in zanesemo prav na to EPP. No, to je pa zdaj tak paradoks, pač razumi, kdor more. Ja. Dve stvari zdaj prihajata, ne, pomembni, recimo, tako za Slovenijo iz Bruslja oziroma iz Evropske unije. Eno je ta resolucija o tem, ne, ki pač apelira na slovensko vlado, ne, glede odnosa do žrtev komunizma. To je ena stvar, in pa druga stvar, Evropsko sodišče, ki je dalo prav pač evropskemu poslancu Milanu Zveru, da morajo skriti podrobnosti, da se morajo skriti opomnik, ne, za pogovor med Věro Jourovo in pa Matejem Accettom takrat na ustavnem sodišču, ta obisk, ki si ga že ti omenil. Te dve stvari, mislim, sta vsekako pomembna neko zadevo, ki je pomembna za slovensko politično sceno, ne. Ja, pa tudi za celotno skupnost, pa mislim, da tudi za Evropo. Se na nek način je Evropa te stvari razčistila in je sprejela predtem neko čisto jasno resolucijo, kako je treba o preteklosti, ne, ki se nanaša tudi na nas in te stvari pojasnjuje, ampak zdaj slovenska oblast, predvsem sedanja vlada, se na te evropske vrednote in skupne temelje požvižga. Ja, zaradi tega, ne, in jaz mislim, da je ta intervencija zdaj, ki se dogaja večine, tudi EPP-ja. Bo prišlo do sprejetja tega Evropskega parlamenta. Ja, v odboru je že bilo, zdaj bo verjetno tudi na ravni parlamenta in bo še bolj odmevalo. Ne. Bo prišlo, ne? Samo da se o tem govori, ne, v Evropskem parlamentu je zelo pomembno, ker o čem pa govorimo? Poglejte, mi govorimo v Evropskem parlamentu o dilemi, ali je prav, da se ljudi, ki jih je nek režim poklal izvensodno, po vojni, po 50 letih sme pokopati, ker so jih do zdaj skrivali, ker so skušali prikrivati ta zločin. To je popolnoma nora razprava. To je samoumevno, da bi jih že davno morali pokopati. To je pač del normalne civilizacije. No? Tu se mi se obnašamo, sedanja vlada tudi, ne, ki je ne zavira zdaj te pokope, ima ta konflikt tudi za to komisijo, ki skuša to urediti, ne, so odstavili tudi njihovega predsednika iz muzeja, ne, kot da smo v času Pol Pota, ne, in branimo tradicijo Pol Pota, poli smrti. To je nepredstavljiva sramota za državo. Ne. Povrh vsega prva stvar, ki jo je vlada naredila, je ukinila dan spomina na žrtve komunizma. Ja, da še dodatno povejo to, da oni branijo to,
kaj se te brutalne zlorabe. Zdaj pa, Peter, ampak to zdaj vedel, ampak prej si omenil odbor, ki je bila ta resolucija že sprejeta, ampak en del levi politični spekter je to obstojiral in so šli ven. Ne? Ja, te naše vladne stranke, ne, so preko svojih strank, ki jih imajo v Evropskem parlamentu, ne, mislim, če je to tako razumljivo vsem, kot praviš, zakaj so potem nekatere stranke to obstojile? Zaradi tega, naredili so velik kraval v Evropskem parlamentu naši, ne, tako že v preteklosti, ne, ker skušajo ubraniti to pozicijo slovenske vlade, ki pa je neubranljiva. To je neubranljivo na evropski ravni. To lahko, zdaj lahko Nemec pošilja ta sporočila za javnost, pa tudi če neke te skupine, ampak tega ni mogoče ubraniti. Stališča, da ljudi, ki so bili žrtve nekega totalitarnega režima, ki so jih pomorili brez sodnih procesov in so si jih skrili, zmetali v neke luknje in jame. In to niso bili glavnem Slovenci. Šlo je za ljudi zelo različnih nacij, ki so preko Slovenije pač bežali, ne, in so jih tu pobili, tudi za Rome. Ne. Tega se ne da ubraniti. Ti ljudje imajo v normalnih državah pravico do groba, pravico do spomina, celo pravico do zadoščenja. V kakšni drugi državi, v normalni, civilizirani, tudi do odškodnine. In kaj pa je glavni problem za Slovenijo in za slovensko oblast današnjo, je pa to, ne, da v nobeni civilizirani državi tisti, ki so te zločine izvedli, ne bi bili spregledani. To normalne civilizirane države preganjajo. In ti zločini, to so zločini proti človečnosti. To ne zastara. To bi tudi današnja vlada morala nazaj te, ki so to izvajali, preganjati in to obsoditi. Pri nam pa to nikomu na kraj pameti ne pade. In to kaže, da imamo globoko invalidno državo, ki brani nepredstavljive zločine. Si ti bral tekst resolucije, verjetno si bral, ne? Ja. Prav zanima, za oba dva vprašanje, ko bo to sprejeto v Evropskem parlamentu, ne, še na plenarnem zasedanju, kaj se bo potem pri nas zgodilo? Ja, Evropa bo to vela, pri nas pa ne bo dosti zgodilo, zato ker recimo še en vidik, ne, te grozljive aktualnosti te stvari, ne, sem imel zadnjič predstavitev knjige Jetniki svobode v Videm Dobrepolje, ne, in tam so zračunala, ne, manjka 10,000 ljudi, ker je luknja, ne, ker so tam fante pobili, ne, to imate na pokopališču, so imena ogromno, ne vem, 280 ali karkoli, ne, in so rekli, da vsega skupaj, kar je bilo pač nasilje in vsega tega manjka 10,000 ljudi tam, v tistem območju, ne. To je ena generacija, veste, v Rogu so pobili, isto na Hrvaškem, ne, v Rogu so pobili tam 30,000 slovenskih fantov, ne. Potem pa še drugo, kar je, ne, je bil ta sistem te ljudi, vsake ustvarjalne in delovne spravil v politično oziroma ekonomsko imigracijo. In nam manjka del narodnega telesa in zato je to vprašanje absolutno nujno. Ne? Se na nek način tudi slovenska politika že priznala, da to sprejema. Celo Milan Kučan je nazadnje v intervjuju povedal, da je prav, da se umorjene pokoplje. Katerem intervjuju, kadar jih je ogromno za zadnjem času? Mislim, da je bilo na televiziji. Retorično vprašanje. Sem celo povzel, zdaj se ne spomnim niti medija, no, ampak je čisto jasno to povedal. Edino, kar je povedal, da je zanj problematično, ne, in da to pa tisti, ki pa to odpirajo, so pa na napačni strani zgodovine, je pa to, ne, da se zdaj odpira vprašanje, kje bo ta pokop. Ne. To je pa povedal, opozoril, ne, da to pa ni v redu. Ne. Zakaj? Ne? Ker v resnici poteka neka razprava še o tem, ne, da bi morali biti obeležja pa grobovi tudi v prestolnici države, da se temu zločinu, ki je bil izveden iz prestolnice, ker to pa je izvedla oblast. To se ni zgodilo naključno. To je izvedla komunistična oblast s pomočjo vojske, jugoslovanske, partizanske, tajne službe, prikrivali so tudi s pomočjo uradnih institucij. Ne. In zdaj, ne, ti branilci tega zločina, ne, ki skušajo zmanjšati problem tega, ne, skušajo doseči, da ne bi bilo grobov in obeleži v prestolnici, ampak nekje daleč. Ne. Eno za hudo jamo je v Mariboru.
Janković je v funkciji tega, Janković pa absolutno onemogoča, ne? On celo teh Romov ni pripravljen nikakor dovoli, da bi se pokopali v Ljubljani. Ne? In zdaj Janković je pa na nek način izpostava Milana Kučana, ne? Njegove politike. Ne? In on tudi zanika, da bi bilo karkoli strašnega v preteklosti. Če smem to komentirati, ne? Mislim, to je groteskno. Ne? Milan Kučan, najmočnejša oseba v tej državi, ki je bil 12 let, je bil predsednik te države, a ne? Ki je imel in ima vse mehanizme, a ne? Da bi to lahko naredil že od leta 90, ko je zamrznil. On bo zdaj govoril, da je treba leta 2025, da je treba mrtve pokopati. Vsaj strinja se z evropskimi vrednotami. To je že napredek. Ja. Strinja se, ne, ampak ves čas je deloval pa v nasprotni smeri, oziroma pač se je točno vedel, ne, pač se ni mogel zoper svoje nastopati, ne. Se je to partija izvedla te poboje pa preko svojih pač sistemskih služb, ne, po sovjetskem vzoru, ne. In to, da bi nastopal Kučan zoper partijo, pa bi nastopal zoper sebe, ne. To je problem te tudi ilustracije slovenske in tega, ne. Ampak Nemec je politik mlajše generacije, ne? In on se je zdaj zelo angažiral, ne, Matjaž Nemec, ne, evropski poslanec Socialnih demokratov, zato da ta resolucija ne bi bila sprejeta, ne. Vsej sodeč potem, kar piše. Izjemno se angažira in ne vem, jaz ne bom nič rekel, ampak... Ja, no, kaj povej, zato si tukaj, pa hoče več, da je politik mlajše generacije, ne? Ja. Ja, pa sej tam sem... Za Slovenijo je nekoč pod Dimko nitka, ne? Ja, razumem, Peter, ampak očitno se to prenaša, ne? To ni tako samo prekučeno, ne? Ja, ampak tu se mi zdi, da je vendarle šel daleč in da si je... Nemec, ja, in da si je, on imel nekoč, ker je politiko pravzaprav na vrh pripeljal Borut Pahor, vendarle zaradi Pahorja nek ugled, ne, ki ga je Pahor prinesel, ker Pahor je pa sposoben bil vendarle soočiti s to preteklostjo in razčistiti neke stvari in povedati in tudi pomagati, recimo v odnosu z Italijo, da smo stvari uredili, ne. Nemec je zdaj to širino Pahorjevo povsem zapustil, ne, in je šel v neko skrajnost, mi je zbral škoda, ne. Zdaj to je vsa levica malo padla na tem, Dežnikov bi bil izvoljen, ne, naredil te prve samostojne politične korake, zdaj pa hočeš več zapustil, ne, bom rekel to filozofijo. Ja, na nek način je levica vedno bolj radikalna in siromašna, ne. Če pogledamo Pahorja, ne, ki je bil širok, ki je SD obrnil v stranko, ki je bila za vstop v NATO, ne več proti NATO kot prej, ne, so zdaj vse bolj tam neki skrajneži, ne, ki se borijo za zelo nenavadne vrednote. Ja, podmladek seveda, ne, vse to, torej ta generacija od Nemca, ne, pa mlajši, ne, so veliko bolj radikalni, ne, mislim, to je pač izstopajoče dejstvo, ker se tudi definirajo kot ponosni nasledniki, ne, oni pač se sklicujejo na kontinuiteto z tem revolucionarnim nasiljem, oni so ponosni nasledniki, ne, mislim, da se Kučan, karkoli je že naredil, se ni identificiral kot ponosni naslednik, ne, ampak to so se pa, bi rekel, tale žalbi, ne, najmlajši možni, ne, pa pozivajo pač k delitvi ljudi, a ne, pa k zmagi zoper tako imenovano radikalno desnico, ki v Sloveniji sploh nikjer ni, a ne, je samo ena vsak dan bolj, bi rekel, histerična in radikalizirana levica, ne, sploh v svojih zelo mladih predstavnikih, ne, tako da oni so, mislim, ampak to je pot ven iz civilizacije. Ne. No, je pa nekaj zanimivega paziti pri Nemcu, ne. To je sprav že nekaj, kar je bil kar šokiran, ne. On pošilja pač neka sporočila za javnost po elektronska, ne. Ja, zelo aktivni glede tega. Ja, zelo aktivni, kar so tudi drugi, ne, evropski poslanci. Tisto, kar je tu značilno, je to, da ta njegova sporočila, ki so v bistvu propagandna, ne, recimo, ko gre za Gazo, pa tudi ta primer, ne. Številni mediji v celoti objavijo kar kot uredniška besedila in tudi naslov vzamejo kar njegov, ne. Kot uredniška besedila? Ja, kar objavijo. Naslov se pojavi, evropski poslanci podpirajo Gazo, ne. Pa preberemo, da jih je podprlo 15, ne. Vsi drugi so pa proti, ne. Ampak to, če boste pogledali, ne, vsi potem nekateri kritizirajo, da so mediji imeli ta čudna stališča, ne, ker niso dovolj dobro prebrali, da gre v bistvu za Nemca, pa so ga sam gor vrgli na tak močen način, ne. To tudi kaže, ne, še neko dodatno začino v tem, da govorim, da se je radikalizirala levica, ne, zelo, da so tudi mediji izjemno postali nekritični, no, ali pa zelo podrejeni. Nekaj si hotel dodati, ne?
Glede medijev, pa Nemca. Ja, Pa ja, da se ni nobene razlike, ker posod iz vseh medijev prihajajo ista sporočila. Vseeno, ali je podpisan Nemec, ali je podpisan kdo drug, ali je podpisan urednik, ali je podpisan politik. Vsa sporočila so ista. Zato, sporočila Romane Tomc, v primeru recimo te, kar je uspelo na odboru, niso na enak način objavljeni, ni slučajno. Tam je bilo pa čisto drugačno reakcijo, ne da bi to, kar Evropski parlament je obsodil. Tam smo pa prebrali, da številne stranke so proti takoj. Pa so bile te manjšine, v resnici. Ja, ampak tu so pomembne razlike, veš, kako se dela v medijih. To nič ni načrtno, da hočem reči. To je zelo lepo vodeno, ja. Seveda, in mislim, to je pač, potem pa seveda to propada, ker mislim, so delali kakšne javnomnenjske raziskave ali karkoli, ampak jaz mislim, da večina Slovencev ni kar zdaj a priori za Arafata, PLO pa Palestino, mislim, recimo. Ne bi rekel, da je, mislim, tle tudi seveda vojna je vojna, mislim, tle tudi Izrael pač padejo nedolžne žrtve, pa se pade tudi v Ukrajini, pa se s tem noben ne ukvarja. Mislim, noben od aktivistov ne zbira nobene civilne pobude za karkoli, da bi se nehali. Recimo, so 35,000 otrok so pokradli Rusi, ugrabili in ukrajinskih in jih vzgajajo za Ruse. Recimo, ena taka zadeva, pa se na to pač ne bo noben bi rekel, skliceval ali pa da bi to, ker to je potem, in to ljudje vidijo, mislim, tega se ne da skriti. Dobro, še eno vprašanje imam, ki sicer mogoče zgleda na videz malo tako banalno, profano, ampak ni, ker se mi zdi, da je zelo tako, bomo rekel, politično pomembno. Urška Klakočar Zupančič je izjavila za Radio Slovenija, se pravi za javno medijsko hišo, ki jo vsi financiramo, da ona ne bi povabila oziroma sprejela Melanije Trump. Zdaj, to zgodbo lahko se malo nasmehne, ampak dejstvo je, da to ameriška diplomacija spremlja, da to pride v Belo hišo, da na tak način se oblikuje nek slovenski odnos do Bele hiše. Ko se javno pohvalila s tem, da je zavrnila pogovor z izraelskim veleposlanikom. To ima velike politične konotacije. Ja, jaz mislim. Ti si sicer, Peter, mislim, da na socialnem mrežu komentiral, da Urška Klakočar Zupančič nima nekakve pristojnosti glede tega, ni naravni, da bi ona sploh lahko. Ampak očitno ta njena izjava kaže nek narativ, ki obstaja pri nas. Tisto, kar je narodno, je to, da če pogledamo še to zavrnitev veleposlanika, da se predstavniki naše oblasti v nekem konfliktu na Bližnjem vzhodu, ki poteka že 50 let, kažejo kot izrazito vpeti v eno od strani v konfliktu. Tako rekoč so podizvajalci. In zdaj prvo pogledati, katera stran je to. Tam gre za konflikt šitov iz Irana, na drugi strani pa Izraela, pa Zahoda, pa ZDA. In naši politiki so šli stran od politike Zahoda, ZDA, čisto na drugo stran. Če bi bili vsaj neutralni, se to že večkrat opozarjam, bi še jaz to... Če bi bili vsaj neuvrščeni. Ja, bi še to šlo, nekoč je bila Jugoslavija tukaj vsaj probala biti pametna. Ampak ne, ti grejo res v skrajnosti. Mi po terorističnem napadu, s katerim Hamas, ki ga operira Iran, sproži vojno, priznamo mednarodno Palestino in trdimo, da bo to zdaj povzročilo mir. Nič ni povzročilo miru, dobili so pa nagrado tisti, ki so povzročili strašno gorje Gazi in Izraelu. Pazite, žrtev so tudi Izraelci. In mi smo te nagradili. In mi smo na njihovi strani ves čas kot država. Mene to kot državljana v resnici celo moti. Sveda se govorimo vse čas o tem. Ja, ampak zdaj nekam drugam. Še to bi rekel glede Klakočar Zupančičeve. Jaz mislim, da je pri tem opredeljevanju, to pa res zelo zamudila, velikansko priložnost bi bila tiho. Oziroma, zakaj se recimo sploh to, zakaj sploh se ona, da tak način tu ni imela nobenega razloga, da o tem govori, razen tega aktivizma, ker smo pred volitvami, očitno se išče politično kariero, da bi jo ti skrajneži na levi podprli in pač prodaja interese države z oblastne funkcije za to, da bi si zagotovila neko prihodnost, pa nisem prepričan, da si jo s tem bo. Predvsem pa bo škodovala državi. Ker to, gledajte, na tak način govoriti o soprogi ameriškega predsednika je pa žalitev.
Seveda, zdaj še in drug to vidik, ima lahko Peter, posledice. še drug vidik tukaj obstaja, ne? Ali bi se Melania sploh pustila sprejeti Urške Klakočar Zupančič. Ja, zdaj, potem se zagotovo. Ne, hočem reči, zelo bi rekel nedvoumno, da sem prepričan, da ne. Ampak to je spet tako, ta igra s pametjo, oziroma to otroško razgrajanje v obliki tega strahotnega aktivizma, ki postaja zdaj že kar izključna vsebina in lastnost slovenske politike na katerem koli področju. In vse to delajo, zato niso dobili mandata. Golob je dobil mandat zato, ker se ljudje niso vedeli, koga volijo. Ta njegova vlada je v vojni z vitalnimi sloji slovenskega prebivalstva, recimo v neumenem kmete, položaj kmetov se je bistveno poslabšal v čisto konkretnih zadevah, zdravniki, s podjetniki, z tistimi, ki stanovanja oddajajo, z SP-jevci, s kom pa niso v vojni, s cerkvijo so v vojni. Z nevladniki očitno niso. Ne, z nevladniki pa niso, zato ker so nevladniki, niso čeprav nevladniki. So nekateri nezadovoljni, ker so po njihovem mnenju dobili pa malo denarja. Ja, zato gre, zato vselej gre. In to, kar je pa grozno, je pa ta dvoličnost. Zakaj oni ne rečejo, lejte, nam gre za interese, ne gre za denar, pa skozi pa govorijo, da gre za malega človeka, pa recimo ti manifesti 8. marca skozi, sem enkrat rekel, če je tam nekoga komar piču, tako je cel cirkus gor dol. In to je pač zdaj ta, bi rekel, strahoten sindrom, ki se je sprožil za Golobovo vlado, katerega žrtve smo vsi. Res je načeloma zanimivo, da se recimo niti slučajno očitno predsednica državnega zbora niti v snu ne pomisli, da je ona nosilka neke državne funkcije. To je zanimivo. Pa da govori v imenu državnega zbora. Celo druge najpomembnejše za predsednico republike, celo pred premierom. Če bi predsednica republike... Očitno niti najmanjšega razmislika. Zdaj sam še manjkrat bo Nataša Pirc Musar to rekla, če pa je bila od njena odvetnica. Vsekako so te izjave zelo nesrečne, pa tudi ravnanja. Še posebej, da se pa s tem hvali. Tudi če nekaj naredi, pa to se s tem ne hvališ, je škoda manjša, kot pa če greš potem še to razglašati. To je tako kot s tem referendumom o tem, da bi kršili zaveze v NATO in ne skrbeli za obrambo. Če bomo še referendum o tem naredili, da bi še ljudje odločili o tem, da bomo mi kršili zaveze in bomo neresen partner, potem se nam bo pa skoraj gotovo že... Danes je sicer Golobova vlada zavrnila predlog Levice, da bi šli v posvetovalni referendum. Ja, če bomo to preveč mahali javno s tem, da smo za nič partner in da kršimo zaveze, nas bo pač doletela posledica. In ljudje morajo vedeti, kaj pomeni ta posledica. Posledica je to, kar se tudi v Španiji zdaj lahko zgodi zaradi tega ropompoma, ki ga je njihov premier vzganjal, da pač ne bo več nekih poslov. In da bojo neke stvari dosti težje prodati kam, in da bojo gospodarske panoge propadle, in da ne bo več pokojnin, in da bo treba javni sektor znižati za polovico, in da bomo revni. To so posledice tega, če se igraš. Sej posledice tega, kar nam predlagajo gospodje skrajneži na levi pa na desni, da bi se izključili iz NATO pa EU, pa se priključili Srbiji pa Bosni pa Rusiji, so podobne. Tudi to pomeni, pa Severni Koreji, tudi to pomeni pač, da si izbral pot Enverja Hodže in da boš pač revn. Dajmo to povedati ljudem, o tem se pogovarjamo danes. Mi smo v preteklosti imeli relativno pametne politike, na srečo, Drnovška, Janšo, Pahorja, ki so državo spravili vendarle v klub bogatih, razvitih držav, kjer so dostopna posojila, kjer se lepo in dobro živi. Imamo pa ene genije zdaj, ki nam trdijo, da je to narobe in da tega nočejo in precejšno podporo med ljudmi tudi s pomočjo medijev tem idejam, ampak noben ne pove, kaj to dejansko pomeni za ljudi. Kaj za konkretno življenje. Ena sreča v nesreči tle je ta, da smo zelo majhni in da se recimo Izrael pa ZDA
pa diplomacija pač ene in druge države, po moje, več kot toliko ne ukvarja se Slovenijo, zato ker ne predstavlja nekega močnega faktorja. Ne. Pa Trump ne bo udaril po državi, iz katerega odgovarja. Ja, zdaj pa samo vprašanje, ampak zdaj pa ob tem moram pa tudi to povedati, ne, da smo pa zagotovo ne, pod lupo Mossada, ne, zdaj v kakšni meri, kako, kdo, ne, ampak zagotovo je to seveda opaženo, ne, in pod lupo Mossada, ne, in je to zdaj, to pa nikoli ni bilo dobro, ne, in to smo pod lupo Mossada čisto po nepotrebnem, ne. In se pravim... To se pa v tujina se s takšnimi grotesknimi izjavami na Urški Klakočar Zupančič ne ukvarja resno, ne? Ne. Razen pa, da diplomacija to beleži, pa verjetno do tajne službe beležijo, ne, predvidevam, ne. Jaz mislim, da glede interese imajo vsi, ni res, da samo Mossad, ne. Tudi Moskva, tudi arabske države, šiitske, sunitske, ne, vsi zelo pozorno spremljajo dogajanje in skušajo vplivati. Vse preko nas se je vse živo dogajalo. Iranskih milijarde so preko naše NLB letele 2 leti, ne. To pač je naša zgodovina, ne. To sigurno preiskujejo, ne. Zdaj, če bi režim v Iranu padel, kar zdaj ne vem, kako s tem bo, ne, a potem bi se ta dokumentacija odprla, ne, in potem bi bilo zelo zanimivo v Sloveniji videti oziroma slišati, kdo je pač bil Miki Miška, ali tako, ne. No, ampak vseeno se upam, da bomo imeli dovolj pametne oblasti, ne, da jih ne bo te skrajnosti zaneslo, da mislim, da je bilo za vse ljudi, tudi za mlade, tudi za naše otroke slabo, da pot, za katero se ti pametni politiki v preteklosti odločili, tudi zato, da smo šli ven iz Jugoslavije, je bila modra. In marsikaj se je zavozilo na tej poti, ampak čas je, da nehajo neumnosti delati, no. Ja, seveda, to smo šli ven iz Jugoslavije, to je bilo absolutno nujno, ne. Mogoče sam še ta zadnji razmislek, ne. Zdaj, ker gre za praznik Republike domovine, se pravi 15. junij, ki je bil, ne, pač to smo še v tem času, ne. To je bila pač res nujna in genialna odločitev, kajti Jugoslavija je 10 let še kasneje bila zgolj območje vojn, v katere bi bili mi Slovenci absolutno potegnjeni, ne. Mi dva s Petrom bi se najbrž bojevala tam za Miloševićeve interese, ki je v Sarajevu, ali pa ne vem kje, ne. Ampak dokler je bil Milošević v Jugoslaviji na oblasti, je bila tam vojna, ker Milošević je bil sinonim za vojno. In mi zdaj, ko se danes govori o Jugoslaviji, pa gor pa dol, smo čisto pozabili, da ta Jugoslavija od 87. leta sploh ni več obstajala kot tako, ne, ampak je prevzel pač Milošević, pač srbski aparat in tako. In namen tega je bila vzpostavitev Velike Srbije. Rezultat tega so bile desetletja vojn v območju, s katerega smo se mi umaknili, spričali smo dobre politike in začeli približevati evroatlantskim integracijam in vanje tudi vstopili. To je bila genialna odločitev, najboljša odločitev slovenskega naroda v njegovi zgodovini, da gremo ven iz Jugoslavije. Ja, prej sem malo bil nenatančen, ko sem omenil zgolj novejše politike, Drnovška, Janšo pa Pahorja, ne, pozabil sem seveda še na neke ključne predtem, ki so na to pot nas popeljali, predvsem gospoda Pučnika, Jožeta, ne, ki je dejansko smer države postavil tudi Lojzeta Peterleta kot šefa prve vlade, ki je to osamosvojitev in to, kar danes praznujemo, dejansko izpeljala z koalicijo Demos. Dobro, smo malo zgodovinsko končali. Peter, pa Boštjan, najlepša hvala za vajne komentarje. Skratka, to je bila zadnja oddaja pred letošnjim poletjem. Vidimo se znova septembra, seveda, če ne pride kaj vmes, ne, ker se ves, kako je Kučan pravi, sate ima, sate nema, vedno se lahko karkoli zgodi. Ampak želim vam super poletje, pri tem pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.